Hvala lepa, doktor Dečman, za besedo. Zdaj kar nadaljujemo brez odmora in pred nami je zanimiva okrogla miza, ki jo bo vodil docent dr. Slavko Žitnik s Fakultete za računalništvo in informatiko. Ker pa nas čas že malo preganja, bi jaz kar dr. Žitniku predala besedo, da nam predstavi tako temo kot vse zanimive gostjo in pa goste. Tako da, dr. Žitnik, izvolite. Hvala za napoved, vsi lepo pozdravljeni. Na okrogli mizi digitalno poslovanje javne uprave in izzivi nove realnosti. Na informatiki v javni upravi lansko leto smo zaključili v ideji, da je pomembno medsebojno sodelovanje organov in enotna strategija ter vodenje digitalizacije. V času tedaj so nas razmere prisilile, da smo nek napredek v stopnji digitalizacije v družbi opravili tako rekoč čez noč in pri tem smo morali tudi medsebojno sodelovati. V okviru te okrogle mize se bomo predvsem poskušali dotakniti izzivov javne uprave, kako smo jih reševali in kje so še možnosti za izboljšave. Časovno smo sicer omejeni, imamo tudi veliko zanimivih panelistov, 6 v 50 minutah, tako da upam, da bomo učinkovito prišli skozi v tem času. In ti panelisti, ki so trenutno z nami, so magister Peter Geršak, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, gospod Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, magistrica Katarina Kralj iz Ministrstva za zdravje, zadolžena za področje e-zdravja, profesor dr. Blaž Zupan iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko, gospod Igor Zorko, predsednik Slovenske digitalne koalicije in gospod Marko Bonač, direktor Arnesa. Če torej kar začnemo z našo tematiko, kot sem že omenil, smo na lanski konferenci zaključili predvsem z mislijo, da je pomembno sodelovanje med sektorji. Ker Ministrstvo za javno upravo nekako vodi digitalizacijo v javnem sektorju in tudi na predavanju Stojana Glavača smo slišali, da nekateri organi so pri vzpostavitvi turističnih bonov zelo zgledno sodelovali. Me zanima, če se to medsebojno sodelovanje med organi javne uprave v primerjavi z lanskim letom kaj izboljšalo in kje se lahko opazi glavne izzive. Pa bi mogoče to vprašanje kar naslovil na magistra Geršaka. Ja, hvala za vprašanje. A se slišimo? Se slišimo. Ja, super. Sem med tem mogel na hitro še odjaviti, ker nisem mogel vklopiti zvoka oziroma kamere. Odlično. Kot ste rekli, MJU je na sistemski ravni nosilec razvoja državne informatike, predvsem ta centraliziran del, in s tem tudi nekako digitalizacije v državni in javni upravi. Naš strateški cilj je v bistvu digitalizirati vsa področja družbenega življenja, z inovativnostjo, intenzivno uporabo digitalnih tehnologij in e-storitev, kar je pa seveda ključno za konkurenčnost gospodarstva, visoko raven blaginje, zagotovitev ustreznega mesta države v globalizirani digitalni družbi in seveda slišali smo tudi o DESI indeksu gospoda Rupla, smo na 16. mestu in tukaj želimo tudi priti na višje mesto. Torej v času te nove realnosti je tesno sodelovanje z resorji še posebej pomembno. Kot sem pa uvodoma omenil na mojem predavanju, smo se zato odločili za ta strateški pristop z oblikovanjem digitalne strategije, digitalne Slovenije 2030. In znotraj tega je javna uprava je pomembno področje. In tukaj že sodelujemo z deležniki, z veliko resorji, predvsem zdaj smo začeli to zadevo predvsem intenzivno sodelovati, ker smo delali na nacionalnem načrtu za odpornost in okrevanje. In ko smo skupaj SVRK nas je nekako pooblastil, da zbiramo za digitalizacijo javne uprave vse predloge in jih urejamo in potem skupaj zapakiramo in pošljemo na SVRK.
Tako da samo iz tega sodelovanja, recimo, opažam, da je zelo veliko interesa, da so ljudje zelo motivirani tudi po resorjih, da bi naredili nekaj dobrega v smislu digitalizacije, da bi to digitalno transformacijo dvignili na naslednji nivo. In to je v bistvu ključ do uspeha. Zdaj v nadaljevanju pa načrtujemo seveda tudi sestanek z resorji glede same vključenosti v digitalno Slovenijo, zato ker definitivno je to, kar smo naredili v sklopu nacionalnega programa za okrevanje in odpornost, je definitivno del strategije digitalne Slovenije. Se je noter tudi veliko denarja, s katerim bomo pač digitalizirali določene vsebine, za katere pač so resorji jih dali noter. Tako da, jaz mislim, zdaj pogledajte, jaz sem tukaj 8 mesecev, ne morem soditi glede na 2019, ampak v letu 2020 se mi zdi, da je to sodelovanje zelo dobro in da ne bo nekih težav pri usklajevanju in nadaljem sodelovanju z resorji. Hvala. Najlepša hvala za komentar. Upam, da bo ta dobra volja po medsebojnem sodelovanju ostala še naprej. Če sedaj pridemo na zdravstvo, ki se v nekem trenutku in se še vedno sooča z velikimi logističnimi problemi, kadrovskimi problemi, v javnosti pa se ni posebej razpravljalo o področju digitalizacije na tem področju, vendar se je zagotovo marsikaj spremenilo ali pokazalo. Kako je epidemija razkrila stanje glede digitalizacije zdravstva, zdravstvenih storitev, ki jih je bilo potrebno na hitro razviti, ali pa jih je še treba razviti, ter kakšna je strategija tega področja? Gospa magistrica Kralj. Ja, dober dan. Predvsem, kar nas je naučila epidemija, je, da smo na področju IT v zdravstvu še vedno v neki sivi coni. Nismo čist državna uprava, smo javni sektor, smo storitev za državljane in pravzaprav to je nekaj, kar naj plača ZZZS in se drugih ministrstv ne tiče. Nas je pa zagotovo povezala medresorsko. Še nikoli se nisem spoznala s toliko informatiki MJU-ja kot letos in tukaj zagotovo sodelovanje je bilo vzpostavljeno. Smo pa ugotovili tudi, da zahteve, ki jih pravzaprav zdravstvu včasih postavljamo, glede narave podatkov, glede zakonske podlage, glede tega, kako natančno gledamo, kdo jih gleda, so včasih še nezdružljivi z drugimi deli državne uprave. Mislim, da smo izjemno velik skok naredili na področju sprejemanja digitalnega kot nekaj normalnega v vsakdanjem življenju. Izredno pozitivno nas je presenetilo, koliko pravzaprav zdravstvenih storitev ocenjujejo tudi strokovnjaki, se pravi zdravniki, da jih je možno izvajati na daljavo. In od nekih izjav, da računalniki odtujujejo zdravnika in pacienta in da ovirajo njihov odnos, smo prišli do izjav eminentne zdravnice, da se moramo pacienti naučiti drugačnega, modernega načina komuniciranja z zdravstvom. Zdaj, pokazalo se je tudi, da smo se v preteklosti pravilno usmerjali v neke nacionalne storitve, ki omogočajo, rečem, zbiranje in dostop do podatkov za vse paciente, da imamo zrele in delujoče storitve, da na primer ima vsaj en dokument v centralnem registru podatkov o pacientih, pravzaprav vsak državljan ali vsak prebivalec Republike Slovenije, da vemo, kam pospraviti na primer rezultate testiranja na COVID, in da pač, kar pa je še izziv, je, da moramo nadaljevati s nekimi storitvami, ki zagotavljajo enostavno in pa učinkovito in pa varno komunikacijo med zdravnikom in pacientom oziroma zdravstvenim osebjem in pacientom, ker je to nekaj, kar si tudi državljani nekako najbolj želijo. Ugotovili smo tudi, da ne glede na cel kup strategij, ki smo jih danes omenili, moramo izdelati svojo strategijo digitalizacije zdravstva, ker smo pač glede na omejen obseg drugih strategij velikokrat omenjeni le na začetku in na koncu kot neko sodelujoče ministrstvo, vsebinsko pa se bo treba dogovoriti očitno znotraj deležnikov zdravstva, ker čeprav je vsak državljan Slovenije celo svoje življenje tudi pacient,
se to pogosto pravzaprav spusti, ko se usmerimo na državno upravo ali pa javno upravo in nosilca MJU kot tukaj, ampak vidim, da vseeno kljub temu se ta vidik se veča, prepoznava in bomo zagotovo delovali in sodelovali še naprej. Hvala. Najlepša hvala za odgovor. Javni sektor je sicer velik aparat, ima mnogo zaposlenih, ki nudijo vse potrebne aktivnosti, storitve za delovanje celotne države. Ravno kar smo slišali, da so zdravniki veseli oziroma so se prilagodili na ta čas in jim je bilo celo veselje uporabljati digitalne storitve. Gospod Pogačar, ali menite, da imajo zaposleni v javnem sektorju dovolj dobre digitalne veščine, kje se pri njih pojavljajo največje vrzeli in kako jih rešujete? Hvala za vprašanje. Sej bom začel tam, kjer je gospa Kralj nehala in ste tudi vi postavil pač vaše vprašanje, ne. Seveda imajo veščine, samo vladal je pa nek odpor do vsega, česar ne poznamo morda. Dejstvo je, da pa pač glede novih tehnologij za izvajanje javnih storitev, te vse obljube, o katerih tudi danes poteka razprava, vse to bo lahko izpolnjeno samo z vlaganjem v veščine javnih uslužbencev. Morda še nekaj, ne. Spremembe tukaj niso nove, ne, samo dogajajo se s tempom, ki ga je čas covida in epidemije v bistvu še pospešil. Javne storitve morajo postati bolj prilagodljive, agilne in odzivne. Morda samo nekaj, ne. OECD ocenjuje, da je 14% trenutnih zaposlitev tudi v javnem sektorju v bistvu takšnih, da obstaja visoko tveganje, da jih čez nekaj let več ne bo zaradi same digitalizacije in avtomatizacije procesa. Seveda bodo nastala nova delovna mesta tudi v javnem sektorju, ki pa bodo zahtevala popolnoma nova znanja, nove veščine. In na primer OECD je že razvil sklop digitalnih veščin, ki jih bo potreboval javni sektor, če bo hotel iti na poti k preobrazbi tudi javnega sektorja v nek digitalno javno upravo. Prva veščina je gotovo prepoznavanje potenciala za digitalno transformacijo. Druga, razumevanje uporabnikov in njihovih potreb. Odprto sodelovanje za nemoteno zagotavljanje storitev. Zanimivo, ne? Upravljanje javnega sektorja, ki temelji na podatkih, ne, se pravi na data-driven podatkih. Tega je bilo v preteklosti po moji oceni bistveno premalo. Če ste me vprašal, kje je današnje stanje, na srečo smo v okviru Upravne akademije že 2-3 leta nazaj začeli z usposabljanji za dvig digitalne pismenosti javnih uslužbencev. Ta program je potekal, zanimivo je, ne, da zares so se dvignile digitalne veščine, pa šele takrat, ko so nas razmere v to prisilile. Se pravi, v času te epidemije, ko smo se čez noč morali prilagoditi na novo normalnost, se kar naenkrat smo zaposleni tudi v javnem sektorju nadgradili svoje digitalne veščine. Upravna akademija je začela izvajati usposabljanja na daljavo, kar je bilo še leto nazaj praktično nepredstavljivo. Recimo na Finskem pa to poteka že nekaj let, je skoraj 90% usposabljanj. Se pravi, ključno tukaj bo vlaganje v zaposlene, to že počnemo, bomo morali pa to še nadgraditi, morda tudi bolj fokusno glede na te usmeritve, ki jih tudi OECD daje, katere digitalne veščine so potrebne, če želimo zagotoviti če želimo dejansko zagotoviti digitalno javno upravo. Morda, da ne bi bil predolg, ker je kar veliko sogovornikov, ključno bo v nadaljevanju, da bomo znali odgovoriti ne samo, katere veščine se moramo zdaj naučiti, ne, ampak da bomo vzpostavili sistem javne uprave, sistem zaposlenih v javni upravi, ki bomo skupaj ustvarjali javno upravo kot učečo se organizacijo. Se pravi, da bomo se zavedali, da so spremembe nujne. Spremenila se bo tudi narava dela. Mislim, da je bila predstavitev gospoda Glavača iz Fursa
krasen primer, kako ni več te hierarhične strukture, ne bo več v prihodnosti vrtičkov med posameznimi resorji, kaj kdo dela. Sam je opozoril, na začetku so bili pomisleki, a zdaj bo pa ministrstvo s finančno upravo delo, če pa ministrstvo nadgrajen. Ne, postale bodo virtualne projektne skupine znotraj javnega sektorja in javni sektor se bo temu moral prilagoditi. Prilagoditi se bomo morali predvsem zaposleni v javni upravi in ena pomembna vloga Ministrstva za javno upravo je, da bo fokusirala se pri usposabljanjih javnih uslužbencev prav na dvig njihovih digitalnih veščin. Hvala. Za uvod. Me veseli, da je stanje takšno in da so takšne napovedi. Profesor Zupan, visoko šolstvo, predvsem področje, odkoder prihajate vi, se je verjetno na situacijo najlažje prilagodilo. Na področju digitalizacije vodite kar nekaj raziskovalnih projektov. Z vašo skupino ste tudi sodelovali pri nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19. Nam lahko kaj več poveste o teh projektih oziroma njihovih izsledkih? Ja, hvala. Torej, tako izkušnje imamo mešane z sodelovanjem z javno upravo. Mešane zato, ker pač je zelo odvisno, kako se posamezno, bom rekel, ministrstvo ali pa člani odzovejo. Tako smo imeli recimo tako en tak super zanimiv projekt za Ministrstvom za kmetijstvo, kjer smo recimo raziskovali pravzaprav kakšne podatke sploh so na celem nivoju kmetijstva pa pridelave hrane in živil, ne, in ugotovili, da ima ministrstvo fantastične zbirke na voljo, ki so raznovrstne, heterogene, ne, in da so super priložnosti za integracijo teh podatkov, ki je pa še ni. Ne. Tako, razlogi so najbrž taki dosti zgodovinski, te zbirke so pač delale privatne firme, dosti so zaprte, samo nekatere imajo kakšne API-je, do njih zelo težko prihajaš. Ampak je tako, možnosti so pa pač odlične na Ministrstvu za kmetijstvo. Ministrstvo za kmetijstvo še ni ravno, po mojem stopnji odločene, kjer bi rekli, da je pač data driven, da je zelo enostavno do kakršnihkoli podatkov priti pa reči, kako pač te podatke v kmetijstvu recimo kombinirati z kakšnimi okoljskimi politikami, tega še ni, ampak možno je pa to narediti hitro. Tudi z Ministrstvom za javno upravo imamo s kakšnimi sektorji lepe sodelovanje. Zdaj sodelujemo na enem projektu semantične analize dokumentnih zbirk oziroma razmišljamo, kaj s takimi zbirkami početi in kako pač orodja narediti, ker bojo take zbirke pač odprle za čisto take navadne uporabnike. Na Ministrstvu za javno upravo poteka tudi en pomemben projekt, in sicer se vzpostavlja strategija vpeljevanja umetne inteligence, ki je silno ambiciozen projekt, zanimiv, ne, in ki je pravzaprav skoraj pač proti koncu ta strategija zdaj spisana. Mislim, da je Ministrstvo za javno upravo zelo dobro to definiralo in tako zelo dobro zadeve vodi. Kam bo pa šla ta strategija, pa ne vem. Tako, ker strategija je ena stvar, ali bo država sprejela ali ne, je druga, tretja pa se mi postavlja vprašanje, ali bo uresničevala to ali ne. Tako da se vedno strategij bojim, v smislu tega, pa če pol država dejansko za tem stoji, zato ker ta strategija je relativno kompleksna in pravzaprav se vleče preko raznih ministrstev. Bilo bi super, da bi to do tega prišlo, ampak upam, da bo. Potem pa Ministrstvo za zdravje, tukaj pa smo tudi poskušali kar z nekaj iniciativami, ki so bile vezane na COVID. Tukaj se pa izkaže, po mojem vsaj, da je to področje pa najbolj kompleksno od vseh, zato ker pač te zbirke obvladujejo različni deležniki, tudi vključno z NIJZ-jem, privatnost podatkov oziroma varovanje tukaj še posebej močno. Iniciativa, da bi kakršnekoli pomembne podatke o COVID-u zbirali, je propadla. S tem sem se ukvarjal 4 mesece in naletel na tako šokantno negativen odnos Ministrstva za zdravje. Moram kar po pravici povedati. To ne samo, da meni šokirali virologe in vse sodelujoče strokovnjake. Tako da na področju COVID-a praktično v Sloveniji ne zbiramo nobenih pametnih podatkov. Prav
če vas to preseneča, ampak nobenih. Mi nimamo recimo nobenega pojma, ne, kako bi ločili, kako te, ki so pozitivni, ne, pa te, ki so negativni, kako pravzaprav kaj sploh ločuje. Simptomatike ne zbiramo, iniciativa, da bi zbirali podatke na ta način, da bi povezali podatke o cepljenosti in podatke o učinkovitosti cepljenja, je propadla. Iniciativa, da bi podatke o hitrih testih zbirali na državni ravni in v bistvu iz tega tudi simptomatiko in triažo lahko definirali, tudi propadla. Tako da včasih prideš do stene, oziroma do zidu, ki ga ne razumeš, in jaz pač teh stvari ne razumem. Oziroma, mogoče jih razumem, pa ni zdaj za okrogli mizi povedati, kaj bi jaz rekel, da najbrž so kakšni razlogi, da do ničesar ni prišlo v teh kriznih situacijah in da cepljamo na mestu, ne. Zanimiva je tudi bila iniciativa, ki jo je tudi Ministrstvo za javno upravo, v bistvu, ki se je pridružilo tudi Ministrstvo za javno upravo, oziroma pospešilo, in sicer je to na OECD-ju je iniciativa, ki se imenuje Global Partnership on Artificial Intelligence, kjer se razmišlja, kako bi umetna inteligenca tudi v javni sektor in tudi kako bi jo pospešeno uvajali v recimo predvsem v kakšne manjša podjetja. In tam sodelujem pri dveh iniciativah, ena je inovativnost, druga pa COVID, in se vidi, da so ogromne razlike med državami. Prav ogromne. Tako primerov, kjer recimo bi pač te napredne podatkovne analitike pravzaprav uporabljali v Sloveniji, pa ni, da bi pač s takimi rekli, v OECD-ju poslušajte, tole malo po Sloveniji narejeno. Priložnosti je sicer še nekaj, ne, ampak torej razlike med državami so pa izjemne, ne. Jasno, če pogledate Singapur ali pa Estonijo, pa Slovenijo, precej cepljamo za njimi. Tam smo tudi znotraj OECD-ja, znotraj teh skupin in tega, kar pravzaprav smo mi, torej univerza, počeli do zdaj in kar še delamo z raznimi ministrstvi, smo pravzaprav našli, kaj so pravzaprav hitre rešitve, ne. In hitre rešitve so izobraževanje, oblikovanje svetovalnih skupin, ker pač se izkaže, da za te metode napredne analitike, ki nadgradijo digitalizacijo k temu, ne, kar bi pravzaprav tam morala iti, se pravi odločanje na podlagi podatkov, ne, se izkaže, da teh znanj primanjkuje na ministrstvih. In so na primer v obilici na univerzi, ne, in drugje pač oblikujejo svetovalne skupine, ki pa pridejo pa nekako znajo zagnati manjše atraktivne projekte, kjer se te organizacije, torej ministrstva ali pa sodelujoči učijo, kaj to podatkovna analitika je in kako je uporabna. Tako da take predloge, kako take skupine oblikovati, katere manjše projekte narediti, kako narediti take projekte, da so izvedljivi v kratkem času, par mesecih. S takimi predlogi smo šli ven. Recimo zdaj je en tak predlog na Ministrstvu za kmetijstvo. Naredili smo en tak predlog tudi na pač Ministrstvu za zdravje. Jaz še vedno upam, da se bo tudi to ministrstvo enkrat premislilo pa stroko povabilo k sodelovanju. In bi zelo bil vesel, ne, kot predstavnik univerze, da tega interesa več, ne. Tako, interesa prav dosti žal ni, ne vem zakaj, ne. To kaže tudi na prisotnost pri tej okrogli mizi, kolikor mislim, da nas je 7 razpravljalcev prisotnih, ampak od 9 prisotnih je potem še predstavnik MITIMA, se pravi sam še eden slušatelj, ne. In pravzaprav zdajle govorimo na tej okrogli mizi sami sebi, ne. Namesto da bi pač tukaj imeli predstavnike raznih ministrstev, ki bi jih točno to zdaj zanimali, ne, in s katerimi bi lahko zdaj karkoli prediskutirali, ampak tega dostikrat ni. Tudi univerza se mi zdi podcenjena oziroma poduporabljena in bi nas lahko država bistveno bolj pravzaprav angažirala za reševanje problemov, kako uvajati napredne metode, recimo podatkovne analitike v različne sfere različnih ministrstev. Hvala. Dobro, najlepša hvala za komentar. Zagotovo lahko pri dostopanju do podatkov tudi naletimo na težave, ki so vezane na pravne razloge, tudi na samo iniciativnost posameznikov, kar verjetno zelo vpliva na to, da lahko do nekih podatkov dostopamo ali ne. Mogoče bi samo omenil glede udeležencev.
to orodje Meeting, prek katerega je organizirana konferenca, uporablja več vlog uporabnikov in tisti, ki smo na okrogli mizi, vidimo v bistvu samo sebe, sicer pa mislim, da je precej več udeležencev, ki gledajo tole okroglo mizo. Ne vidim pa nikjer nobene točne številke, koliko jih je. Če zdaj pridemo iz sveta univerz, raziskovanja, tukaj se pojavlja, da je odgovor do udeležencev cirka 500. Torej, če pridemo na šolstvo in izobraževanje oziroma zagotavljanje storitev tem področjem, je tukaj zagotovo Arnes tisti, ki zagotavlja povezljivost in storitve na tem področju. V preteklih mesecih, kot smo že slišali, so beležili največji porast dostopa do storitev do sedaj. Predstavili so tudi številke. Zaradi tega so pridobili tudi nove resurse, ki jih pa mogoče v naslednjem letu ne bodo več tako zelo uporabljali za te storitve. Zato me zanima, gospod Bonač, kaj ste se naučili pri teh hitrih zahtevah po večjih kapacitetah, kako jih boste v prihodnje izkoristili, razporejali in kaj lahko mogoče v zvezi s tem svetujete infrastrukturi javne uprave? Hvala, lep pozdrav. Mogoče za uvod par stavkov organizacijskih in tehničnih malo širše. Zdaj, kot vemo, so se šole precej nenadoma zaprle spomladi, sredi poletja smo pričakovali drugi val epidemije in spet smo doživeli zaprtje 19. oktobra in še vedno poteka izobraževanje na daljavo. Težave pri organizaciji dela od doma so različne glede na dejavnost. Za Arnes sam kot javni zavod ni bil problem, da začnemo skoraj v celoti delati od doma. Naše delo to omogoča in zaposleni že po naravi našega dela nimajo problemov z uporabo IKT storitev. V šolstvu, predvsem v osnovnem pa srednjem, so pa stvari bolj komplicirane in šolanje na daljavo za daljši čas ni nekaj, vsaj tako mislim, kar bi se lahko dobro in uspešno izvedlo. Najprej te splošne stvari, ki so bolj stvar sociologov, najprej otroci potrebujejo druženje, potrebujejo izkušnje vzpostavljanja odnosov, potrebujejo športne aktivnosti in tako naprej. Seveda je tukaj še mnogo drugih tehničnih in organizacijskih problemov. Prvo, otroci potrebujejo doma ustrezno opremo. Strokovnjaki svetujejo prenosni računalniki, ne samo tablice. Oprema mora biti povezana z dovolj zmogljivo povezavo na internet in otrok mora imeti primeren prostor za delo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v preteklih letih namenilo kar nekaj sredstev za nakup opreme, pa večina sredstev, ki jih Arnes dobil, je šla za to. To so bili računalniki, kamere, modemi za povezavo, brezžično omrežje in tako naprej. Mi smo izvedli javna naročila in poskrbeli za distribucijo te opreme šolam, te pa so jo naprej po svojem poznavanju okolja razdelile družinam, ki so to potrebovali. Seveda pa je tega še mnogo premalo, kot kažejo naše ankete. Glavni problem v teh mesecih je, da je opremo težko dobiti, dobavni roki so dolgi in nepredvidljivi, kar je problem pri javnih naročilih in cene so nekaj višje kot običajno. Naslednji problem, kot je bilo dosti več rečeno, je znanje učiteljev, kako uporabiti orodja za poučevanje na daljavo. Tu smo opazili veliko razliko med spomladanskim zaprtjem šol pa sedanjim zaprtjem šol. Spomladi je namreč večina učiteljev uporabila samo elektronsko pošto, s katero je naročila otrokom, katere osnovne predelajo. Sedaj, jeseni, se pa v veliko večji meri uporabljajo druga, za poučevanje bolj primerna orodja, kot so spletne učilnice in videokonference. Problem ostaja pomanjkanje online gradiv v slovenskem jeziku. Mnogi učitelji to pripravljajo sami. Preko poletja se je izvajalo veliko izobraževanj za učitelje, to je izvajal tako Arnes kot Zavod Republike Slovenije za šolstvo, tukaj je šlo na stotine izobraževanj in na 10.000 učiteljev skozi ta izobraževanja in zato je tudi ta uporaba bila drugačna kot spomladi. Mnoge šole so se tudi odlično organizirale in mi kot Arnes poskušamo omogočiti izmenjavo dobrih izkušenj med posameznimi učitelji, pa tudi med šolami. Nato je tu še vrsta pravnih problemov, ki so izrazitejši pri digitalnem izobraževanju. Gre za varstvo intelektualne lastnine,
ali lahko učitelj da neko pesmico, ki je v nekem učbeniku na internet, gre za varstvo osebnih podatkov, gre za vtikanje staršev v pouk in tako naprej. Skratka, tega je veliko več, zdaj ni časa, da bi o tem kaj več rekli. Potem so še tu orodja za poučevanje na daljavo, zdaj večina šol uporablja Arnesova orodja, so pa aktivni tudi drugi, predvsem Microsoft, Google, e-asistent. Naše najbolj uporabljeno orodje so spletne učilnice, te uporablja več kot 200,000 uporabnikov in pri teh e-učilnicah je 29. oktobra ob zaprtju šol so nastale težave. Sicer smo mi preko poletja sistem nagradili za tolikšno množico uporabnikov, ki smo jo pričakovali, nismo ga pa žal uspeli polet v živo testirati in tako smo prva 2 dneva, ko se je uporaba sistema povečala za 100-krat, mogli rešiti še nekaj nepričakovanih ozkih grl v delovanju. In po teh 2 dneh težav ni več. In kaj so te naše izkušnje za druge? Zdaj to, kar je danes že večkrat rečeno, pomembno je pravočasno izobraževanje, pa tudi organizacija dela. Pa še, kar nas boli, ankete kažejo, da imajo mnoge družine preslabo internet povezavo, predvsem za storitve, kot so na primer videokonference. Razlog je lahko v tem, da nismo naročili primerno zmogljivega paketa. V velikih primerih pa žal živijo na področjih, kjer je težko dobiti dobro povezavo. In koristno bi bilo, da Slovenija spet aktivno nadaljuje s politiko pokrivanja tako imenovanih belih lis in doseže, da bi lahko tudi v podeželskih krajih vsak dobil optično internetno povezavo, ki je edino primerna za videokonference in podobne stvari. Kot rečeno, v tem letu se je na področju digitalizacije izobraževanja naredilo veliko. Največ so seveda naredili učitelji. Mi pa izobraževanje na daljavo, za osnovne in srednje šole govorim nekaj, kar bi bilo lahko idealno za daljše obdobje. Skratka, upam, da se bodo šole lahko čim prej spet odprle. Hvala. Hvala za komentarje. Veliko pomembnih izzivov, ki ste jih izpostavili. Kar se tiče povezave državljanov do interneta, je agencija pred kratkim objavila oziroma poslala v javno posvetovanje dokument za povečanje hitrosti univerzalne storitve, ki jo je predlagala sedaj na 10 megabitov, tako da predlagam, da si ta dokument vsi ogledate in mogoče predlagate tudi kakšne posodobitve. Dokument je v javni obravnavi do 8. januarja. Tako da upam, da bomo tudi s tem na nek način izboljšali povezljivost tistim, ki trenutno nimajo dostopa ali imajo slabši dostop, in pa tudi, da bodo razpisi, ki jih omenjate za pokrivanje belih lis, GOŠO, uspešno izvedeni v praksi. Tudi omenili smo že digitalno strategijo, pripravlja se nova digitalna strategija, pri tem je tudi zagotovo potrebno preveriti, kaj se od iztekajoče strategije še ni uspelo uresničiti dovolj dobro. Zdaj, gospod Zorko, bi mogoče vi komentirali, katera so tista področja, ki niso bila dovolj dobro naslovljena, je bil mogoče plan strategije preveč ambiciozen, ali bi se dalo s pomočjo večjega sodelovanja kaj več rešiti, ali menite, da je bila strategija v dovoljšnji meri izvedena, oziroma katera so bila ta področja, ki so bila zelo uspešna. Ja, pozdravljeni, se me sliši? Ja. No, super. Mogoče jaz malo z drugega pogleda, to se pravi z pogleda zunanjih deležnikov, državljanov, gospodarstva in vseh tistih, ki pravzaprav uporabljamo storitve javne uprave in pa tudi smo podvrženi zakonom, strategijam in vsem ostalim stvarem, ki pravzaprav nastanejo znotraj političnih in pa strokovnih krogov znotraj države in javne uprave. Jaz danes tukaj zastopam digitalno koalicijo, ki deluje pravzaprav od leta 2017, kar pomeni, da pri prejšnji digitalni strategiji nismo aktivno sodelovali kot taka organizacija in se je to sodelovanje z državo in ostali deležniki razvijali v zadnjih 3 letih in se mi zdi, da je v zadnjem letu še toliko bolj aktivno,
ker se vsi zavedamo zaradi tudi te pandemije in vseh učinkov te pandemije, da je ta digitalizacija in virtualno okolje nekaj zelo, zelo pomembnega in nekaj, kar ni stvar enega zakonodajalca ali pa ene firme ali pa enega državljana ali pa enega otroka, ampak je to neke vrste skupen ekosistem, v katerem moramo vsi živeti. Tako da, če pogledamo ta naš nastop ali pa delovanje v času te pandemije, zato da bo bolj jasno, iz katerega vidika gledamo, je pravzaprav, da digitalna koalicija je sestavljena iz države, iz gospodarstva, iz civilne družbe, iz izobraževalnega in raziskovalnega sektorja in iz še par deležnikov, kot je digitalni glasnik in tako naprej. Tako da je široka druščina, ki skuša skupaj uskladiti te neke mnenja, priporočila, preučiti določene ukrepe države ali pa drugih sektorjev. Tukaj ne gre samo za državo, morate računati, da so glih zdaj bilo omenjen dostop do interneta, ni samo državni problem, ne, je problem telekomov, ali pa prej recimo, ko govorimo o zdravstvu, ni to samo problem zdravstvenega sektorja, ampak tudi bolnikov, uporabnikov privatnega sektorja, zdravstvenega in tako naprej. Tako da tukaj imamo stalno mešanico pravzaprav različnih deležnikov, ki skupaj ustvarjamo neke vrste slovenski digitalni ekosistem. Mi v digitalni koaliciji smo se koncentrirali na 3 take velike segmente. Prvi in najbolj pomembni, kar se je že čutili iz vseh predavanj danes in iz tudi naše okrogle mize, so digitalne veščine in povezane pravzaprav vsi procesi ali pa podporni mehanizmi za to, da so otroci, tisti v formalnem izobraževalnem procesu, zaposleni in pa hkrati tudi starejši, deležni neke vrste podpornih okolij ali pa možnosti, da zgradijo svoje kompetence in začnejo normalno živeti v tem digitalnem okolju in se tako tudi obnašati. Ker ugotovimo lahko, da so orodja problem, so lahko dostopi problem, so lahko entitete problem, so lahko cyber security problem. Tako da vse to moraš usvojiti in ta pismenost in zavedanje pravzaprav teh sprememb je pomembna. Ena od stvari, ker smo na tem kompetenčnem modelu tudi veliko delali ali pa se s tem ukvarjali, je, da odločevalci, to se pravi naši politiki, naši direktori, naši pomembne osebnosti se ne zavedajo, kaj je digitalizacija, ne vejo, kje se začne pa kje se konča in večkrat ne dajo poudarka tistim delom, ki bi jih mogli. Zato je izobraževanje tudi za njih izredno pomembno, ker ponavadi je to problem pri nizkih kompetenc. Druga stvar, ki je pomembna, je usmeritev k uporabnikom. To smo že danes videli strani gospodov iz finančne uprave, pa tudi ostalih, vsi poudarjamo to, da je potrebno prilagoditi storitve, da se je potrebno zakonodajo prilagoditi, da je potrebno ta regulatorni okvir in tudi postopke prilagoditi uporabniku in narediti neke vrste agilno okolje, v katerem lahko živimo. No, zdaj pa, če pogledamo na krizo, kaj smo v tem času počeli, ne? Ukvarjali smo se s tem, da smo skušali organizirati recimo dostop za vse pač otroke, ki so imeli probleme, tako da recimo čez gospodarstvo in čez tudi koalicijo in ostale te mehanizme je šlo pred 3000 različnih računalnikov, ki so bili dejani, to je samo taka operativna stvar, do drugega področja, ki je pa bolj pomembno in smo mi bolj opredeljeni kot tega, da smo pa skušali pravzaprav povezati določene deležnike, da bi skušali najti rešitve. Tako da med krizo smo predvsem selili izkušnje, opozarjali na določene stvari, skušali pomagati pri pripravi določenih strateških usmeritev in pa pri kontroli, ali se je vse naredilo ali ni. In vidimo, da je rezultat vsega tega je bil več pozivov vladi. Enega sem tudi objavil na chatu, tega zadnjega, kjer smo skušali spodbuditi predvsem pa usmerjenost države kot take, govorim zdaj najvišjih nivojev organizacije države, da bi namenili več pozornosti recimo digitalizaciji zdravstvenega sistema, odpiranju podatkov, prilagoditev regulative, ker posamezno ministrstvo se je izredno trudilo, medtem, če pogledamo pa cel sistem, vključno s parlamentom, vlado in vsemi, so pa pravzaprav stvari večkrat dali mogoče kjer na stranski tir in se niso tako resničile, kot morajo. Tako da mi v zadnjem času dobivam tudi odgovore na ta poziv vladi, lahko se ga preberete tam, kjer je bil dan, in so ti odgovori strani Ministrstva za javno upravo zelo pozitivni in upajmo, da bomo pravzaprav bolj hitro šli v te spremembe ali pa hitrejše in bolj učinkovito tudi določene stvari odpravljali. Tako da jaz mislim, da so ljudje izredno pozitivni, da se ministrstva trudijo, da so tudi deležniki izven javne uprave, predvsem gospodarstvo, zelo v tem sodelovanju usmerjeni. In tako da jaz mislim, da se je veliko naredilo, imamo pa še veliko izzivov, ki bi jih mogli narediti. Recimo enega, ki bom omenil, ki je tak res velik, je formalno
obvezen predmet informatike in računalništva v osnovnih in srednjih šolah, kar bi se moglo zgoditi že več let nazaj, in pa vse življenjsko izobraževanje tudi za učitelje in vse ostale, ki bi moglo biti programsko urejeno in ne samo po posameznih sektorjih, v posameznih projektih. Tako da mi mislimo, da je predvsem te stvari treba se nekaj naučiti, spremembe bojo ostale, ne bo pravzaprav nekaj zdaj se zgodil in se bo vrnil v star sistem, spremembe bodo ostale v določenem delu, če pa ne bomo se potrudili, bojo pa te spremembe prinesle tudi veliko slabega in ne samo dobrega. Tako da samo znanje velja in pa sodelovanje, kjer pa mislim, da je vsak dan boljše. Najlepša hvala za tako širok pogled in seveda tudi veliko optimizma. Tudi jaz se strinjam, da smo vsi na vseh področjih se morali letos potruditi, da stvari potekajo, kot potekajo. Verjetno tudi vse države okoli nas se trudijo na podoben način, zato se bo to verjetno tudi pokazalo v DESI indeksu. Zdaj, ko ga ravno že omenjamo, e-uprava se nekako v DESI indeksu ocenjuje po življenjskih dogodkih, ki jih obravnava ta indeks. Zato mogoče vprašanje za predstavnike iz Ministrstva za javno upravo, če ste mogoče zaznali, če kateri izmed dogodkov še posebej pomemben glede na potrebe, ki so se pojavile zaradi pandemije. Če ste mogoče opravili kakšno analizo, na podlagi katere bi se lahko potem tudi nadalje usmerjal razvoj za podporo dodatnih življenjskih dogodkov v okviru e-uprave. Mogoče gospod Pogačar. Okay. Prav, če sem že izvan. Če lahko v kakšni stvari rečemo, da je kriza lahko tudi priložnost, bila z vidika državljanov predvsem pripravljenost na uporabo e-uprave oziroma ozaveščanju o e-upravi žal. Velikokrat se je zgodilo pri e-upravi, da lahko še tako razvijaš digitalne storitve in mislim, da sodelavci v okviru e-uprave so v preteklosti opravili že izjemno delo. Če ne dvigneš na eni strani digitalne pismenosti in potem ljudje ne prepoznajo kvalitete ali pa niso v to prisiljeni, kot so bili v času spomladanskega lockdowna, potem pač se e-uprava nikoli ne bo toliko uporabljala, kot bi se sicer lahko. Kar pa sem želel povedati, da je kriza kot priložnost. Ljudje so spoznali e-upravo, to na eni strani, na drugi strani so pa tudi organi javnega sektorja, govorim tukaj na primer o Zavodu za pokojninsko, ki so za vsako storitev, prej bom zelo plastičen, ker seveda nisem informatik, se je zahtevalo digitalni certifikat, zahtevali se je ne vem kakšno varnostno ugotavljanje identitete. Zaradi izrednih okoliščin so organi še to spremenili. In zdaj potem smo se naučili, da so ljudje pa zgolj zaradi tega, ker je bila storitev enostavnejša in lažje dostopna, bistveno raje uporabljali in smo tisto začasno rešitev, ki smo jo začasno uporabljali v času epidemije, zdaj prenesli v trajno življenje. Iz tega vidika morda res kot OECD, kot drugo najpomembnejšo veščino zaposlenih v javni upravi identificiral, če na poti v digitalizirano javno upravo, je veščina razumevanje uporabnikov in njihovih potreb. Ta veščina pomeni, da ceni izkušnje uporabnikov, sodeluje s strokovnjaki, da bi bolje razumel potrebe uporabnikov in temu prilagaja rešitve. Jaz mislim, da smo videli izredno dober primer v predstavitvi finančne uprave, kako so v bistvu poenostavili zadevo za državljane, za uporabnike in praktično vsi, noben ni več potreboval papirja, noben ni več potreboval, vsi podatki so nekje v sistemu, potrebno je medresorsko sodelovanje. Kolegica Tatjana Mizori pravilno v chatu opozarja, da je na portalu e-uprava izredno poskočilo število registriranih uporabnikov, število oddanih vlog. Te ljudje bodo na e-upravi ostali. Naša naloga pa je, da
ne na račun varnosti, nikakor ne informacijske varnosti, ampak da te dobre izkušnje iz časa krize prenesemo, postane nova normalnost. Samo tako, če jih bomo približali uporabnikom, bomo začeli uporabljati. Sam nisem še nikoli uporabil storitve e-uprave. Hvala. Najlepša hvala. Torej, ponovno ugotavljamo, da so digitalne kompetence izobraževanja na tem področju precej pomembnega pomena. Tudi smo ugotovili na področju zdravstva, da se je marsikaj spremenilo in se bo verjetno tudi v prihodnosti povečala možnost oddaljenega spremljanja pacientov, ki je morda naslednji korak v obravnavi. Ugotovili smo tudi pomembnost posameznih podatkov, ovire pri dostopu do teh podatkov, da je potrebno pridobiti očiščene podatke, urejene podatke in upam, da bomo tudi te podatke znali pravilno uporabljati v prihodnosti in jih objavljati na portalu OPSI, da bo vseboval še več podatkov, ki so trenutno na voljo. Tako da, ker nas čas že priganja, bi za vse paneliste imel še končno vprašanje, na katerega bi prosil, da na kratko odgovorimo. In torej, zanima me za vsakega izmed vas, kaj menite, da je najpomembnejše, česar smo se letos naučili, ko smo morali v tako kratkem času na različnih področjih priti na digitalno poslovanje in kako mislite, da se bo to poznalo v prihodnje? Mogoče magister Geršak, izvolite. Ja, hvala za vprašanje, se slišimo, ne? Tako je. Bom probal biti kratek. Naučili smo se, da ugotovili smo, kje imamo največji primanjkljaj. In sicer v javni upravi, tudi v bistvu v gospodarstvu, je pri ponudbi e-storitev. In potem pri samih primanjkljaj, pri samih digitalnih veščinah jih pač ni dovolj. Sicer to lahko segmentiramo tudi glede na skupina prebivalstva, ampak to je pač dejstvo. Premalo e-storitev, premalo kakovostnih e-storitev, premalo e-storitev, ki bi bile pisane na kožo uporabnikov, se pravi, da bi jih uporabnik enostavno razumel, in ne dovolj digitalnih veščin, da bi se te storitve lahko potem tudi uporabljale. Seveda, opazili smo tudi, kot je že tudi gospod Bonač povedal, da na nekaterih, bom rekel, nekatera gospodinjstva imajo še vedno problem dostopa do širokopasovnega interneta, se pravi univerzalna storitev 4 megabite k meni in 512 kilobitov od mene ni dovolj za neki videokonferenco, je dovolj za neko skromno brskanje po internetu, za neke druge e-storitve, recimo e-bančništvo, mail in tako naprej, ampak za AVK, za audio-videokonferenčne sisteme pa ni dovolj. Tako da to tudi bo zdaj AKOS poskušal adresirati, da je že dal predlog dviga univerzalne storitve na 10 megabit na sekundo k in 2 megabit na sekundo od, kar pomeni v teoriji, da bi lahko 2 videokonferenci potekale v gospodinstvu istočasno. Nekje. Naj pa izpostavim, da po drugi strani pa so tako operaterji telekomunikacijskih storitev, kot tudi sama infrastruktura, je pa v času pandemije aprila in tudi sedaj tista, ki je pa delovala zelo v redu in v bistvu zelo odlično. In tudi na MJU se mi zdi, da je bilo potrebno večkrat upraviti v bistvu izjemno delo, v nenormalnih rokih in okoliščinah za podporo uporabnikov in da smo to tudi kot informatiki upravili v redu za obseg, ki ga pač imamo. Tako, čisto na kratko, kar nazaj k vam. Najlepša hvala. Gospa magistrica Katarina Kralj, kaj vi menite, kako se bo to poznalo v prihodnosti? Ja, jaz mislim, da smo se predvsem naučili, da obstaja kritična masa, se pravi zadostno število tako zdravnikov in zdravstvenih delavcev kot pacientov, ki si digitalnih storitev želijo.
da imamo možnost narediti kakovostne storitve za paciente. Prihodnje predvsem upam, da ne bomo več v modu gašenja požarov oziroma reševanja nečesa, kar bi moralo biti narejeno že včeraj, ampak predvsem digitalno zdravstvo mislim, da čaka svetla prihodnost. Hvala. Hvala. Profesor dr. Blaž Zupan, vaš komentar? Ja, mislim, da so krize vedno pač obdobja, ki je priložnosti ogromno. Jaz nikoli prej nisem torej v tem letu sem spoznal največje število novih sodelavcev znotraj Slovenije. Prej smo vedno pač dosti hodili ven, pa sodelovali z vsemi živimi v drugih državah. Letos je pa to bilo vsaj za mojo skupino recimo sprememba. In kup priložnosti, med katerimi so bile nekatere izkoriščene, pač nekatere pa ne, tako kot je sicer. Ampak to, se pravi, kriza je čas priložnosti. Hvala. Gospod Igor Zorko. Ja, mogoče bom jaz par točk izpostavil. Prva stvar, ki je, da je digitalizacija mora biti postavljena na primarni ali pa na eno od primarnih nacionalnih interesnih področij. Tega do zdaj ni. To je razdeljeno po posameznih podpodročjih, na posamezne strategije in jaz mislim, da digitalizacija mora dobiti ta primarno mesto na nivoju vlade, na nivoju družbe, ki pravzaprav zdaj se je reševala v posameznih sektorjih. Če pogledamo Evropska unija, je to dala v prvo besedo in potem zraven zeleno. Mi moramo tudi to narediti, do zdaj to ni bilo. In kar se vidi tudi v RRF programih in predsedovanju in v ostalih delih. Tako da to je prva stvar. Druga stvar, več sodelovanja in to za operativne rezultate. Zaradi tega, ker moramo, prej bilo že strani profesorja Zupana rečeno, ni sodelovanja, nismo dovolj vključeni. Večkrat niti ne vemo, zaradi tega, ker se premalo pogovarjamo in nimamo enotne platforme, na kateri bi pravzaprav teh 120 različnih iniciativ in stvari spravili na imenovalec. Tako da mislim, da to sodelovanje za operativne cilje, ne pa samo zaradi tega, da se v nečem pogajamo, potem pa pravzaprav nimamo rezultata. Tretja stvar je, da pogrešamo, saj v gospodarstvu in v družbi, enoten vladni organ, ali pa bom rekel nadministrski organ, tudi operativni, tako kot bi bil včasih CVI, v katerem bi pravzaprav bile te storitve enotno zastopane, predstavljene, objavljene, zagotovljene in tako naprej. Jaz mislim, da tukaj Ministrstvo za javno upravo izvaja izredno delo, ampak mislim, da je treba še en korak naprej narediti. In pa mogoče četrta stvar je pa to, da spravimo načrtovanje, strategije, zakonodajo, predsedovanje RRF in ostale strateške cilje na isti imenovalec in da pravzaprav zagotovimo sredstva in primerno energijo za zaposlitve v javni upravi, za financiranje teh področij, za kompetence dolgoročno. Ne samo projekt, nekaj naredimo, pa jutri bo to prišlo, ampak mi moramo za naslednjih 7 do 10 let zagotoviti kvalitetno podporo izvajanju digitalizacije Slovenije, ker brez tega bomo šli korak nazaj, ne korak naprej. Najlepša hvala. Gospod Bonač. Ja, dve kratke pripombe. Ena glede univerzalnih storitev. Lepo, da bo to 10/2, edino vsi, ki imamo nek priključek doma, vemo, da eno je, kaj piše v pogodbi, eno pa kaj dejansko dobimo. Zdaj tako dolgoročno mislim, da brez pokritja Slovenije z optiko ne bo kaj dosti, če bomo samo na papirju napisali, kako bo biti univerzalna storitev. Kar se pa tiče digitalizacije izobraževanja, tukaj sta lahko dva vidika. Bral sem neko statistiko, da v Ameriki tiste šole, ki so bolj digitalno opremljene, so slabše. Zato, ker kupiti računalnike je cenejše, kot imeti dobre učitelje. Skratka, ampak digitalizacija pa lahko gre v drugo smer, da prizgoji neke veščine, ki jih bo naša mlada generacija potrebovala. In to je tisto bistvo in če bomo v tej smeri šli pri digitalizaciji šolstva, pa tisto, kar potrebujemo. Najlepša hvala. In še gospod Peter Pogačar, kakšno je vaše mnenje? Hvala, čisto na kratko. Kar smo se naučili v času epidemije je, da so zaposleni v javni upravi lahko odzivni, lahko so agilni, hitro se prilagodijo, sposobni so marsičesa, vlagajmo v zaposlene v javni upravi na nivoju celotne države, pa da je portal e-uprava omogoča popolnoma enostavne e-storitve, potrebno jih je verjetno še bolj približati uporabnikom in mislim, da je kriza bila tudi
priložnost za razvoj e-storitev. Res so dobra storitev. Hvala. Hvala. Najlepša hvala vsem panelistom, ki so sodelovali na današnji okrogli mizi. Uspešno smo prišli do konca, sicer tematiki je ostalo še malo morje, vendar smo glavne stvari, upam, da vsaj naslovili. Mogoče največja zanimivost, ki smo nekajkrat danes izpostavili, je to, da nas je epidemija bolj povezala kot prej, čeprav imamo mogoče v vsakdanjem življenju drugačen občutek. S tem bi zaključil to okroglo mizo in predajam besedo nazaj gospe Katji Mihelj-Nagode. Hvala lepa. Hvala lepa za zanimivo okroglo mizo. Hvala lepa dr. Žitniku za zelo dobro moderiranje, da nas je popeljal skozi to vsebino.